Dober večer, lepo pozdravljeni na MTBC Live številka 20, 21. Uroš Grilc je moj sogovornik. Živijo. Uroš, veš kaj smo pozabila? Pijačo naročiti. S praznimi rokami sem prišla sem v studio. Najprej poveva, kje sva, preden te predstavim. Da imaš kakšen filter danes, da so rejo tako je naravna. Pa hitro bo morala biti, preden tema pade, ne? To nam bo dalo eno tako zgoščenost, ne? Ja. Sva pa ob Celovški cesti v Ljubljani, za nama je Kolopar, prvi asfaltni ljubljanski pump track. Baje bo kmalu še en večji, gradi se po celi Sloveniji te pump tracke. Lovimo jih več z novicami, kako jih gradijo, trenutno Novo mesto, prej Zagorje, še Vir ni uradno odprt. Celo veselje v glavnem, ne? Si že furil danes? Ravno, to je se lepo ogrel. Jaz bom pa pol daji, pol najprej služba, pol pa kolo, družba. Dobrodošel, Uroš. Danes ne bomo govorili o kakšnih tekmovalnih dosežkih tvojih, ali pa kaj si skočil, ali pa ne vem kaj. Si pa na druge načine zanimiv sogovornik, ne? Najprej o tvojemu, ali pa če te na brzino predstavim, jaz sem napisal v napovedi športnik, pisatelj, ne? Kaj si zdaj, nisi samostojni kulturni delavec, ampak na nek način, ne? Ja, recimo, ja, grem neko malo svojo pot, malo bolj kompleksno, no? Kulturno, športno, pohodniško, turistično, če hočeš. Ne moram jim tega, da si bil minister za kulturo. Verjetno je v vladi, to se te bo držalo do konca, verjetno ni bila smer karijere, ki si hotel, da gre, pač si se paril tega. To se zgodi ali se pa ne zgodi, tako to ne moš planirati. Meni se je zgodil, čisto v redu, ampak. V glavnem si marsikaj, si pa tudi gorski kolesar, ne? Ja, od leta 2006, takrat, ko sem imel eno malo resnejšo nesrečo po športnem plezanju, ko sem bil pol leta na Bergljah, sem v bistvu, preden sem se lahko shodil, ugotovil, da je bilo fino iti na kolo. Imel sem srečo, da sem sosed, pravzaprav od Boštjana Medveda, od zastopnika za konje, tako da sem dobil eno tako lušno kono, blasta. In takrat sem pravzaprav odkril, da ima gorsko kolesarstvo neko podobno logiko kot plezanje. A jo ima? Jo ima. Je pač tak ribovski šport, delaš si izzive, postavljaš si jih sam, greš do meje, blizu meje, včasih malo preko meje. Se pravi, tako po razmišljanju je povezava, ni pa tehnično, ne? Tehnično ne, čeprav moram reči, da če bi, sem bil pač aktiven plezalec, kombiniral to z gorskim kolesarstvom, bi prav gotov verjetno bil njegov še više. Tako se upam reči. Kaj bi ti dal? Iz preprostega razloga neka koordinacija gibanja, ki je pri gorskem kolesarstvu dosti bogata, se je to pač povezano z ravnotežjem, neka splošna kondicija, ki dejansko dela cel telo. Po plezanju je malo drugačna aktivnost, ne? In mislim, da je bilo to taka zmagovita kombinacija. Jaz poznam kar nekaj plezalcev, ki so pravzaprav vsi tudi zelo dobri gorski kolesarji, recimo Uroš Perko ali pa Šeli, recimo, so super se znali tudi v gorskem kolesarstvu, pa še jih lahko našteval. Tako da imata ta dva športa neko to pristno hribovsko, predvsem pa pač seveda prva stvar, ki je v gorskem kolesarstvu, imaš neko, da si želi v naravo in odkrivanje nekih lepih kraj. To je podobno kot plezanje. Tam imaš plezališča, greš, makneš od ljudi, tukaj seveda pač odkrivaš trejle ali pa parke, ne, se postaviš in Zraven Celovške ceste sva, kdo potrdi, če dovolj na glas govoriva, a se mora bolj dreti. Zdaj je rdeča na semaforju, zdaj je tišina. Jaz sem razmišljal, zakaj meni nikoli ni potegnilo plezanje. Po moje, da zato, ker ni hitrosti, dokler ne padeš, edin takrat je hitrost, ko padaš, ne?
Ja, pri plezanju hitrost res ni prva, no, ampak en tak res tudi izredno naraven šport. Ne. Zelo, bom rekel, povezan z nekim prvobitnim gibanjem človeka. Jaz še danes tudi plezam, zdaj sicer več gorsko plezam, ker je nekako enostavneje, ne. Ti na kolo greš sam, plezanju vedno rabiš družbo, rabiš kombinacijo in tako naprej, nekoga, ki te varuje. Preprosto gre več časa, no. Tako da neka ekonomija časa žal pač tukaj naredi svoje, ampak plezanje ima neko tako čistino in tudi psihološko te zelo okrepi. Ni blefa. Pač si pri stvari plezaš, če nisi pri stvari ne plezaš, ne gre, ne. Tako da moraš zelo zbistriti glavo in v bistvu v tem tempu življenja, ko vse mogoče pač počnemo, je meni to en tak način, da v bistvu se sestavim spet nazaj, recimo, ne. Preprosto rabiš tak čisti odklop, res koncentracijo, ne, posvetiš se nečemu, odpreš se svoje čute in seveda, ne, ravno ko uživaš, ne, in seveda pač migaš, jaz preprosto to aktivnost. Nisi se pa lotil nekih norih tur, verjetno tudi, ampak bo je največ park furaš zdaj, se pravi full face čelada, kolo za spust in se spuščaš navzdol. Ja, v bistvu je bilo tako, no, zelo hitro je šlo, jaz prej nisem kolesaril, vedno se mi je zdelo sicer fino, ampak v 2006 najprej sem seveda svojega trdaka Blasta, čez leto in pol je prišel Dawg, super Wall Mountain, super. Z Wall Mountain sem zelo hitro ugotovil, da v parkih, ne, potem ko mi se Gorazd Tržišar fino podučil, kako in kaj, ni dobro pretiravati, ne, tako da je potem prišel Stinky, zdaj pa Cube 215 mi super ustreza, tako da v glavnem furam parke in največ furam krvavc. Sploh v zadnjih 2 letih, ki je res mi pravzaprav vse ponuja tisto, kar na nekaj način pričakujem od gorskega kolesarstva. Vsakič, ko grem, je pač neki izziv zaradi dolžine, zaradi raznolikosti. Pa ekonomija časa, ne? Pa ekonomija časa, ker seveda si v dobre pol ure iz Ljubljane, pravzaprav na gondoli, ne, greš popoldne, pač kada ti ustreza in ja, to veliko ne. Preden grejo na Krvavec, kjer se nadaljuje naslednje vprašanje, pozabil sem omeniti si iz ene prvih generacij učiteljev gorskega kolesarstva, ko je Gorazd Tržišar začel ta program, ampak učiš ne. Ne. To je bila bolj taka, da si ti nekaj novega spoznal? V bistvu je res bolj tako, no. Tukaj preprosto pač mi je bilo zelo fino se učiti, tudi poskušati koga potem naučiti, ne, nekaj malega, ampak pedagog doma, ne? Recimo, ampak ne, tukaj pač žal ni vsega več ne more človek početi. Krvavec, kjer sem te nazadnje srečal v bike parku in pred dnevi, ko sem iskal darilo za 6-letnico za rojstni dan, sem naletel na tvojo knjigo. Ja, tole knjigo, ne? Ni EPP, ampak prav pride, ne? Kar bližji pokaž, čeprav je slika obrnjena. Ja, tako, skoraj prav, ja. Za to priložnost bi ti mogli v tiskarni en kontraprint narediti. Ja, bomo se naučili za naslednjič. Torej, slikanica za otroke, ki jim približa hribe, konkretno Krvavec, ampak se da aplicirati na marsikaj, je pa tematska pot gor, ki se je odprla hkrati z izidom knjige, ne? Ja. Ozadje zgodbe je naslednje. Z Nino in z najino hčerko Lučko smo zelo veliko seveda hodili po gorsko-kolesarskih krajih, zlasti v Avstriji. Ker je oči rekel, na počitnice gremo. Leogang. Je bilo vsem zelo všeč, ne, ampak tam smo odkrili v bistvu eno dodano vrednost, ne. Tam namreč res dobro imajo poskrbljeno za družino. In imajo te različne doživljajske poti. Bergkodok je recimo najbližji, na Rajterkogu, v Hinterglemu, ki je na nek način naredi en tak klik, ne, dobro, ampak če se tako dobro potem cela družina počuti, da gre, ne, odkrivati
te doživljajske poti, otroci raziskujejo, iščejo to in ono tretje in res so lepi kraji, ne, to je pač sredi gore in tako naprej. Kako bi mi to lahko prenesli k nam? Ne? Ker nazadnje gorski kolesarji, pač družinsko kolesarjenje je vse bolj popularno in tukaj pač, če hoče cela družina, nekaj se mora zaposliti. Ne? Da mogoče je kdo zadovoljen, če gre v nek džakuzi ali pa v nek bazenček, pa tam se cel dan vrti, ampak če smo v hribih, je pravzaprav to idealna stvar in predvsem smo ugotovila, da je pri najini lučki se zelo globoko vtisnilo spomin, praktično od drugega leta naprej in potem se stalno vrača, lahko dokon, potem k Montelinu, tudi pri Vagrenu recimo je Grafenberg, samo sosednja gora, in čudovite parke in so. Seveda, nobene ideje ne moreš kar prenesti, ne? Avstrijci v teh svojih gorsko-kolesarskih središčih vlagajo ogromna sredstva, kot Krvavči, kar nekaj časa ne bo Zalbak, ne. Tudi seveda podpastirski škratov na Krvavcu ni na isti način narejena, kot so te avstrijske, ker preprosto sredi gore postavijo nekaj otroških igrišč in tako naprej. Kar je čisto simpatično, čeprav moram reči, da glede samega doživljanja pa sva pogrešala neko zgodbo, neko identifikacijo z nekimi močnimi liki in tukaj sem videla, da lahko z njima razvijajo nek koncept pravlično doživljajske posliki, bolj temelji na sami zgodbi. Zato smo slikanica zgodba, ne, ki pa je dobila na Krvavcu neko zelo resno zgodbo, nameščeno v ravno. Preden zgubiva pozornost kakšnih bajkerjev, ki tole s čeladami na glavah gledajo, pa nimajo otrok, ne? Ja, recimo, še. Ja. Kako da ti škrati niso na kolesih? Ja, sej mogoče bodo, ne. Serija ni zaključena, se šele začela, ne? Ne, zdaj so v bistvu začeli zgodbo škratje iz Močvirja, prišli so zdaj pastirski škratje, neki gorski robustneži, ne. Je pa škratje ena taka res, bom rekel, pač zanimiva identifikacijska točka, tako da bomo videli, kaj nas bo to zapeljalo. Dotakniva se še tvojega ministrovanja. V času, ko si bil minister, 2013-2014, se je zaključeval in sprejemal tudi zakon o varovanju narave, ZON. Daleč od tvojega resorja je bil, ampak ker si imel malo osebnega interesa, nekomercialnega, jasno, ki bi ga bilo zelo protislovno tam kaj uveljavljati, ne? Ampak ker se ti je zdelo, da nekaj veš o tej tematiki, si tudi kaj prešepnil takrat ministru, ki je bil bolj odgovoren za to, ne? To je, mislim, da je bil minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki se je pokazal, da posluša, ne? Saj smo se takrat v mestu slišali malo, ne, kako in kaj. V bistvu nekako imam iz tistega časa neke 3 poante, ki sem ostale v spominu, ne. Zdaj, prva poanta je ta, da je bil en zelo primeren čas, da se ti paradoksi glede gorskega kolesarjenja in ohranjanja narave razrešijo. Je bila neka zelo dobra konstelacija. Namreč v tisti vladi je sedelo kar nekaj gorskih kolesarjev. Ali pa, kot dajmo reči, ljudi, ki so bili zelo, zelo blizu gorskim kolesarjev. Očetov gorskih kolesarjev. Recimo Jernej Pikalo, minister za šolstvo, pod katerim je mimogrede zakon o planinskem. Tudi gorski kolesar, minister za finance, mimo katerega gre vsak zakon, Uroš Čufar, je seveda triatlonc in seveda tudi imel zelo velik posluh. Pa državna sekretarka v kabinetu Miranda Grof, zelo navdušena gorska kolesarka, mimogrede. In smo takrat pravzaprav imeli neko možnost, da zadeve pač malce premaknemo, ne. Moram se seveda posud s pepelom, da preprosto, ne samo, da ni bil to moj resor, ampak da preprosto nisem imel dovolj časa, da se dobiti to zadevo, ne. Zato je pri enih takšnih spremembah, ker gre za uresničevanje neke civilne družbene pobudke,
primeru skupnosti gorskih kolesarjev zelo pomembno, da je ta skupnost dobro artikulirana, da je pripravljena. To pa moram reči. Ja. V tistem trenutku, ko sem rekel, a lahko, prosim, ugotovimo, evo, tale člen, takole je treba narediti, a se da narediti, ne? Da v bistvu ta skupnost ni bila takrat še tako jasna, kaj pravzaprav narediti. Nihče ni točno vedel. Vsi ponavljamo te floskule, seveda zaostajamo, zamujamo v turizmu in tako naprej. Vse to vsi vemo, ne? Vse to ministri vejo, ne? Ampak v bistvu se je pa izkazalo, da je en del nekega uradniškega lobija, zlasti na resorju, ki je pristojen za okolje, povezanih z uredbo o vožnji v naravnem okolju, zelo močan. Močnejši ministri, žal, ne? In da pravzaprav niso pristali na neko idejo, kako bi so logiko obrnili. Da ne bo najprej vse dovoljeno in se pove tisto, kar je treba prepovedati. Ne pa najprej vse pristali. Do sem še rabimo nekaj časa, ne? Do sem pa še žal rabimo nekaj časa. Tako da ja, malo z obžalovanjem gledam, no, lahko bi takrat naredili mogoče še malo večji preobrat, ampak ne, nekaj smo vseeno naredili, nekaj smo Bicikl je zakon! ni pa, nisem pa se veči zadovoljil s tem. Ko si omenil, da so povsod neki gorski kolesari, ne? Ja. A si gledal Fight Club ali pa mogoče knjigo bral? Ne, nisem. Tam se spoznavajo ljudje istega interesa, ki se pač pretepajo za sprostitev, ne? So povsod, ne? Ja. Polepljeni in taki smo mi, ne? Hitro, zakaj že vam vogala, vam pripelje kakšen gorski kolesar, ne pa se pogledaš, ne? Kaj pa voziš, ne? Aha, mi je vse jasno. Ja, drži. Mogoče, čeprav sem se prej pogovarjala, si rekel, da nimaš odgovora, kako se je v tej zgodbi na koncu obrnil to ena malenkost, ampak ki se ji še zdaj čudimo, avtomoto lobby znižal kazen, da je zdaj nižja kot za kolesarje. Kako se je v nekem zakonodajem, kako se sploh to zgodi? Ja, mislim, sprememba zakona je pač vedno kar dolgotrajna zadeva. Eno je, kar se seveda naredi na vladi. Potem je pa seveda drugi del, ki se dogaja. Naprej, ne? Ja. Na odborih parlamenta in potem v samem parlamentu. In tam se Imamo fene, to je dobro. Ja, to je živo, lej. In tam se lahko seveda marsikaj zgodi. In tudi meni res sploh ni jasno, kako je pravzaprav do tega prišlo. Tukaj se vidi, da smo mišljeni. Pridite še kaj povedati, fantje. Bicikl je zakon! A je v redu pump track? Ja, je. A? Ja. A ste vsak dan tukaj? Ne, skoraj. Skoraj. Malo še počepate, da se vajo videti na televiziji. No? A kaj padete tukaj ali vse v redu? Nisem še. Nisi še? A ti pa si mal, ne? Plavi se. Ali je treba, ne? Vsak dan. A potem mi tudi vosta pol, čez pol ure. Ja, zdaj je še poglava. Pa pogledam. Korenčka jesta veliko, pa vidite v temi, ne? Ne. Ja nič, pa se pa vsi skupaj poslovimo. Hvala ti, Uroš, a damo vsi pavčke gor za eno slikco. Daj ti z desno roko tako lepo, pa vidva pavčke gor. Bicikl je zakon! Hvala, da ste bili z nami v tem specialnem MTBC Live Hvala za vabilo, ne? in se vidimo še kaj, ne? Čau! Čau. Fin, iš!